gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V domu Viharnik v Kranjski Gori so imeli v sredo prav posebno gostjo. Obiskala jih je kuharska mojstrica Alma Rekić in kaj drugega bi stanovalci počeli skupaj z njo, kot pa dobro kuhali. Odkot sploh ideja za to srečanje? V programu delovne terapije imamo gospodinjske aktivnosti, se pravi, da vključujemo naše stanovalce, da počnejo stvari, aktivnosti, ki so jih počeli doma. Zelo radi se vključujejo v te aktivnosti, delajo vsak po svojih zmožnostih in v tem tudi ideja, da bi pa mogoče povabili Almo Rekić, ki je naša master šefica. Naši stanovalci so jo ves čas gledali na oddaji Master Chef in zato se jim še toliko fino bolj zdi, da je ona med njimi in da delajo pod njenim okriljem. Danes pa delamo eno dobro domačo obaro, piščančjo, pa pečemo jabolčno pito. Zakaj pa so se odločili ravno za obaro in pito? Zato, ker jaz sem pristaš domače tradicionalne hrane, tudi veliko predavamo o avtohtoni hrani, obožujem tudi jabolčno pito dobro, itak, pa pač kakšno vaniljevo omako zraven, to bomo tudi mogli narediti, pa da tudi nekako je lažje za njih, da vsi se nekako posvetijo temu, nekdo lup, nekdo reže, da res lahko zaposlim, si ste videli, vsi so zaposleni, jaz sem pa proste roke zdaj. Kakšno pa je osnovno navodilo za pripravo jabolčne pite in kakšna je skrivnost? Mislim, jaz čisto, sem iskren tip, povem tako, kar je, tiste floskule z ljubeznijo, gore, ne. Ne, treba je pač res previdno zamešati krhko testo, se pravi moko, maslo, ne ubijemo testa, ampak res samo sestavine skupaj damo, da je rahlo. Mogoče ste videla, ko sem to delala, res med pogovorom, pač testa nikoli ne ubijemo, ker rata elastična in s tem tudi ta elastičnost se kaže na sami piti, pita pa mora biti krhka. Potem pa, koliko se posvetimo jabolkom, več zadev damo noter, začim dodatkov, boljše je. Seveda so bili nad obiskom navdušeni tudi stanovalci doma. Zelo navdušen smo sprejeli to in tudi spremljamo skozi to oddajo, ker se mi zdi, da je malo za kulinariko v Sloveniji treba malo širše narediti to, no, tako bom rekla. Ker pač jedi je mnogo, ni samo, moka pa žganci, pa te stvari je potrebno, da ljudje tudi to vidijo, ne. Ja, lahko le potrdimo, da so se stanovalci doma Viharnik res zabavali ob pripravi dobrot s kuharsko mojstrico Almo Rekić. Znani turistični vodnik Lonely Planet je objavil seznam najboljših potovalnih destinacij za prihodnje leto, na katerem med 10 regijami priporoča tudi obisk slovenskih Julijskih Alp. Kranjskogorski turistični delavci veselja ob tej novici seveda ne skrivajo. Lahko rečem, da je to v bistvu danes prav gotovo glavna novica v vseh slovenskih medijih. Lahko rečem, da smo na to res lahko izredno ponosni. Predvsem zaradi tega, ker smo dobili to priznanje z rok oziroma strani Lonely Planeta, gre nazadnje za največjega založnika svetovnega, kar se tiče izdajanja turističnih vodičev. Samo njihova spletna stran ima na mesec več kot 17 milijonov obiskovalcev, več kot 6 milijonov sledilcev na socialnih omrežjih. Skratka, res za neko strokovno inštitucijo. In Julijske Alpe so prav na njihov predlog dobile nagrado, to se pravi najboljši rezort med 10 najboljšimi rezorti kot Julijske Alpe. Kaj zdaj to pomeni za nas? Jaz si lahko rečem, da to za nas predstavlja neko spodbudo za naprej in pa velik promocijski učinek, ki ga bomo merili pač od danes naprej. Julijske Alpe so se zdaj prav gotovo še bolj postavljene na zemljevid sveta kot top turistična destinacija in mogoče obenem, ker
prav gotovo to ni nastalo iz danes na jutri. Zahvala vsem, ki so varili v bistvu Julijske Alpe že zadnjih 25 let. Je pa to priznanje tudi za celotno Slovenijo. Tako da moram reči, da ko smo dobili tole informacijo, da smo postali ena izmed 10 svetovnih turističnih destinacij po izboru Lonely Planeta, mislim, da boljše promocije si Slovenija, Julijske Alpe in nazadnje tudi Kranjska Gora, ki je bila pa še posebej izpostavljena, res ne moramo predstavljati. Zimska sezona se bliža, sneg je že pobelil okoliške vrhove, zimo pa seveda nestrpno pričakujejo tudi na kranjskogorskih žičnicah, kjer bo med krompirjevimi počitnicami še obratovalo sankališče Besna Pehta, nato pa se hitro začnejo priprave na zimo. Priprave v podjetju RTC Žičnice Kranjska Gora na zimsko turistično sezono potekajo nemoteno, večja gradbena dela in pa seveda vzdrževalna dela na naših napravah so opravljena. Nekaj remontov na sedežnicah in vlečnicah še trenutno poteka. Verjamemo, da nam bo uspelo to takoj v prvem delu meseca novembra urediti. Potem pa smo seveda vsi pripravljeni na zimsko turistično sezono. Po vseh predvidevanjih bi jo radi začeli v petek 24. novembra. V tem času poteka tudi na kranjskogorskih žičnicah predprodaja smučarskih vozovnic za letošnjo sezono, tako da vabim vse, ki se še odločate. Zima se res približuje, po hribih in pa po gorah je zapadlo že kar nekaj snega. Na podlagi vseh vremenskih napovedih in na podlagi vseh obetov upamo, da je pred nami mrzla in pa zima obdarjena z naravnim snegom. Trenutno pa še v času jesenskih počitnic ponujamo možnost obratovanja sedežnice Vitrancena s panoramskimi prevozi, s kolesarskim parkom in pa s poletnim sankališčem. Letošnjo poletno turistično sezono, ki je bila za naše podjetje rekordna, bomo zaključili v nedeljo 5. novembra. Seveda pa v času jesenskih počitnic obratujemo vsak dan, tudi v času praznikov, pomeni 31. oktobra in pa seveda 1. novembra od 9. do 15. ure. Tako da vabim vse tiste, da izkoristite prelepe jesenske dni in da se popeljete z našimi adrenalinskimi aktivnostmi. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna bomo prelistali še koledar prireditev. V torek od 16 do 20 bo v ovalni dvorani hotela Ramada Resort Kranjska Gora zabava za noč čarovnic. V Kranjski Gori bodo potekali Lavtižarjevi dnevi. V četrtek ob 19:30 bo predavanje Tomaža Humarja z naslovom Najmlajši zemljan, ki je prekolesaril svet. V petek ob 19:30 bo o poti po Grenlandiji govoril Ivica Kostelić. V soboto ob 16. bo otroška predstava Tinko Polovinko, ob 19:30 pa koncert vokalne skupine Il Divji. V nedeljo ob 19:30 bo čas za komedijo Pip Show. V goste prihaja gledališče Toneta Čufarja Jesenice. V ponedeljek 6. novembra bo v Domu društva upokojencev na Slovenskem Javorniku ob 16. uri odprtje razstave krožka ročnih del z naslovom Lepi, najlepši izdelki pridnih rok. Toliko smo vam pripravili v tokratni Kroniki tedna. Imajte se lepo, šolarjem pa seveda želimo prijetne počitnice. Nasvidenje.